Je Bitcoin končno tudi uradno postal digitalno zlato? No, prav to bomo preverjali v tokratnem videu. Najprej si bomo pogledali, kako Bitcoin performira napram zlatu, in pred sabo imamo tukaj tedenski graf in vidimo, da v bistvu Bitcoin kar lepo performira napram zlatu, ampak moramo tukaj upoštevati te dva vrhova. Tukaj imamo vrh in pa višji vrh, medtem ko RSI pa nam tukaj dela vrh in pa nižji vrh. Seveda, tukaj je vsekakor še kar nekaj placa za rast, tako da bi znala biti tukaj še ena dodatna rast, še predvsem na to, oziroma glede na to, da imamo mi tukaj eno skrito bikovsko divergenco. Imamo dno in pa višje dno, medtem ko tukaj pa imamo dno in pa celo malček nižje dno. Poleg tega pa tudi stokastik RSI se je lepo križal navzgor, kar trenutno kaže, da vajeti v roke prevzemajo biki. Ampak, kot sem že prej omenil, treba bo paziti tole medvedjo divergenco. Zdaj, še vedno lahko mi preko te divergence rastemo naprej in dosežemo tudi višji vrh. Ta druga stvar, ki jo bo treba paziti, je, da mi tukaj delamo naraščajoči, razširjajoči klin in to je medvedji vzorec. Tako da glede na tale vzorec bi lahko zlato potem nadvladalo Bitcoin. Torej, če resnično pride do krize, kot ogromno ljudi zdaj že napoveduje, no, kot vemo, med krizami se najbolj splača vlaganje v zlato. In kar marsikdo ne ve, je, krize so v bistvu deflacijske. Torej, kaj se dogaja takrat? Vse tvegane naložbe, med katere sodi tudi Bitcoin, izgubljajo na vrednosti, medtem ko fiat in zlato pa pridobivata na vrednosti. Zdaj, ogromno je tudi govora, da ima Bitcoin tudi končno korelacijo z zlatom in da s tem potrjuje svoj vzdevek digitalno zlato. Ampak jaz se trenutno ne bi strinjal s tem. Zakaj pa? No, vam bom pokazal na naslednjem grafu, ki je izredno zanimiv. Samo na hitro, če ti je všeč ta video, pritisni všeček, spodaj tudi komentiraj spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne boš zamudil prihodnjih videov. In govorim o tem grafu, to je tudi tedenski graf, tukaj odzgoraj imamo Bitcoin, tukaj spodaj imamo Nasdaq in tle od spodaj še RSI. Če se morda spomnimo, od prej se je bullrun v delniškem svetu začel precej prej. In to vam bom pokazal tudi tukaj, če označimo tole mejo, ki se jo je Bitcoin zelo trudil, da jo končno prebije. In tudi tukaj od spodaj imamo tole mejo pri Nasdaqu, ki se je kar precej časa trudil, da jo prebije. Ampak, kot vidimo tukaj, Nasdaq, ki ima korelacijo z Bitcoinom, ampak kar malček zapoznelo, kot kaže tukaj, no, Nasdaq je to svojo linijo prebil precej prej. In Bitcoin jo je precej kasneje. Kot vidite, tukaj sem označil tudi s tole puščico, koliko kasneje je Bitcoin prebil tole svojo linijo. Kot vidimo, tukaj je bila kar precej pomembna, tukaj smo dobili podporo, tukaj podporo, naposled smo jo seveda izgubili in potem smo se trudili kar nekaj časa, da smo jo prebili nazaj. Isto je bilo pri Nasdaqu, tukaj smo jo poskušali prebiti, potem je končno uspelo, podpora in potem smo šibali gor, še enkrat podpora, odboj, ampak potem smo jo tudi končno izgubili. In seveda potem so se jo biki spet trudili nazaj prebiti, kot vidimo tukaj, in potem končno tudi so jo 15. maja 2023. Zdaj, kar jaz mislim, da se dogaja tukaj, da
Bitcoin boljše performira od Nasdaka, je zapozneli efekt. Torej, točno ta zamuda, ki se je zgodila tukaj, se zdaj dogaja tudi tukaj in mislim, da bi znal Bitcoin imeti še en višji vrh. Ampak poudarek tokrat ne bo toliko na Bitcoinu, po mojem bi znali zdaj boljše performirati altcoini. Ker če mi zdaj tole puščico skopiramo in jo prestavimo tukaj na tale del, bi mi imeli še nekje dodatnih 161 dni, da Bitcoin doseže novi vrh. In to bi lahko trajalo tam nekje do 8., lahko tudi 15. septembra. Ampak ali to pomeni, da bo zdaj tale časovna meritev točna? Ne, nikakor ne. Nikoli ne vemo, koliko časa bo kaj trajalo. Recimo temu samo simulacija. Nihče na trgu ne ve, kdaj se bo kaj zgodilo in tisti, ki pravi, da ve, laže. Tako da to bo vsekakor za spremljati, poleg tega je pa tukaj še ena stvar. Tudi tukaj na tem grafu očitno delamo naraščajoči, razširjajoči klin, če povežemo ta dna tukaj in pa tele vrhove. No, tukaj tega le moram malček popraviti. In poleg tega ima Bitcoin na tem grafu tudi medvedjo divergenco. Zelo očitno tukaj imamo vrh in pa višji vrh v gibanju cene, medtem ko RSI pa je naredil vrh in pa nižji vrh. In če to potegnemo naprej, ja, vidimo, da imamo tukaj še kar precej enega prostora za rast. In tole rast lahko še dodatno podžge tale skrita bikovska divergenca. Če pogledamo, imamo v gibanju cene dno in pa višje dno, medtem ko tukaj pri RSI pa smo naredili dno in pa nekje dno na isti višini, če ne celo malček nižje dno. Tako da jaz mislim, da je zelo verjetno prav to, da se gre tukaj za zapozneli efekt. In da v bistvu Bitcoin še more doseči svoj višji vrh. Bo pa seveda treba spremljati tudi Nasdaq, kako bo performiral v teh mesecih, ki so pred nami. Sploh v teh 161 dneh. Tako da ne se pozabiti naročiti na moj kanal, ker bomo to še naprej zvesto spremljali. Najprej bi se seveda rad zahvalil svojim patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če morda želiš tudi ti postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda v zameno za podporo dobiš tudi dostop do dodatnih vsebin, do mojega dnevnika tehničnih analiz. Predhodno si boš lahko tudi ogledal videe, ki bodo objavljeni na YouTubu. In pa dostop lahko dobiš do mojega Discord serverja, kjer gledamo kriptovalute tudi na manjših časovnih intervalih. In seveda to še ni vse. Patreon podporniki dobijo tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so namreč do časa nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobro imetje in nekateri patroni lahko tako celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Imamo že kar nekaj indikatorjev, naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI oziroma Asset Rotation Index. To je indikator, ki prikazuje, kam na kriptotrgu se pomika denar. Ali se pomika v Bitcoin, ali v altcoine, ali pa v stablecoine. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Ne pozabite tudi komentirati spodaj, kaj si mislite o tej tehnični analizi. Se strinjate s tem, se ne strinjate s tem, vse me zanima, tako da kar komentirajte, začnimo z debato. Vesel bom tudi delitev tega videa z vašimi prijatelji in seveda ne se pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste zamudili prihodnjih videov. Tukaj redno spremljamo kripto, zato se vsekakor splača naročiti. Še enkrat hvala za ogled in želim vam lep dan še naprej in seveda se vidimo v naslednjem videu.